Rendiamo grazie a Dio perché oggi luterani e Papež cattolici Frančišek se je v dvorani Pavla VI. 13. oktobra srečal z luteranskimi romarji iz nemške dežele Anhalt. Izpostavil je, da luterani in katoličani hodijo po poti, ki vodi od konflikta k občestvu. Skupaj smo že prehodili pomemben del poti. Na tej poti doživljamo nasprotujoče si občutke, bolečino ob ločitvi, ki med nami še vedno obstaja, a tudi veselje o ponovnem najdenem bratstvu. Tudi prihod luteranskih romarjev je po papeževih besedah očitno znamenje tega bratstva, kar navdaja z upanjem, da medsebojno razumevanje lahko še naprej raste. Apostol Pavel nam pravi, da v kreposti našega krsta vsi oblikujemo eno Kristusovo telo. Različni udje namreč sestavljajo eno samo telo, zato pripadamo drug drugemu, kadar eden trpi, vsi trpijo, ko se eden veseli, se vsi veselijo. Z upanjem lahko nadaljujemo našo ekumensko pot, saj vemo, da smo onkraj mnogih odprtih vprašanj, ki nas še ločujejo, danes združeni. Tistega, kar nas združuje, je mnogo več kot pa tistega, kar nas ločuje, je poudaril papež Frančišek. Spomnil je, da se bo konec oktobra podal v Lund na Švedskem, kjer bo skupaj Svetovno luteransko zvezo po 5 stoletjih obhajal spomin začetka Lutrove reformacije. Prav tako se bodo zahvalili Gospodu za 50 let uradnega dialoga med luterani in katoličani. Bistveni del tega spominskega slavja pa bo usmeriti naše poglede proti prihodnosti, v luči skupnega krščanskega pričevanja v današnjem svetu, ki ga zelo žeja po Bogu in njegovem usmiljenju. Pričevanje, ki ga svet pričakuje od nas, pomeni predvsem narediti vidno Božje usmiljenje do nas preko služenja najrevnejšim, bolnim in tistemu, ki je zapustil svojo domovino, da bi poiskal boljšo prihodnost zase in za svoje bližnje, je dejal papež in dodal, da ko služimo ljudem v stiski, doživljamo, kako smo že združeni. Božje usmiljenje nas združuje, je poudaril sveti oče, ter ob koncu nekaj besed namenil še mladim romarjem. Spodbudil jih je, naj so priče usmiljenja. Tante questioni aperte che ancora ci separano, siamo già uniti